Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili čarobni pravljici, v kateri bomo srečali skrivnostnega možica po imenu Pikapokec. Pikapokec je zvit možic, ki ima rad preizkušnje in se rad zapleta v nenavadne dogovore. Njegovo ime pa je zelo skrivnostno in prav od njegovega razkritja imena bo odvisna sreča celotne današnje zgodbe. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pikapokec. Nekoč je živel mlinar. Bil je reven, a je imel lepo hčer. Pa je naneslo, da je nekoč govoril s kraljem in ker se je hotel malo postaviti, mu je rekel: imam hčer, ki zna iz slame presti zlato. Kralj mu je rekel: ta spretnost mi je od sile všeč. Če je tvoja hčer res taka mojstrica, kakor praviš, jo pripelji jutri k meni na grad. Ko so jo pripeljali, jo je kralj vzel s seboj na skedenj, kjer je bilo vse polno slame, in ji rekel: kar loti se dela. Če mi do jutri zjutraj ne popredeš te slame v zlato, boš morala umreti. Uboga mlinarjeva hči je sedla in sama ni vedela, kaj naj stori. Iz slame namreč ni znala presti zlata. Ko je v svoji stiski zajokala, so se na mah odprla vrata in na skedenj je stopil majhen možic. Kaj mi daš, če namesto tebe napredem zlata? Jo je vprašal. Svojo ogrlico, je rekla deklica. Možic je vzel ogrlico, sedel v kolovrato in predel in predel, dokler ni bil votek na preslici poln. Tako je šlo vse do jutra. Takrat so bila vsa vretena polna zlata. Komaj je sonce vzšlo, je že prišel kralj in ko je zagledal zlato, se mu je v srcu prebudil še večji pohlep. Odpeljal je mlinarjevo hčer na še večji skedenj, kjer je bilo še več slame, in je ukazal, da mora tudi to popresti v zlato, če je življenje drago. Ko je deklica spet vsa potrta sedela na skednju, so se odprla vrata in spet je stopil možic in je vprašal: kaj mi daš, če tudi iz te slame napredem zlata? Svoj prstan, je odgovorila deklica. In možic je sedel v kolovratu in do jutra je imel vso slamo predelano v zlato. Kralj je bil na vso moč vesel, a mu še zmeraj ni bilo dosti zlata. Zato je dal mlinarjevo hčer odpeljati na še večji skedenj poln slame. Rekel ji je: še nocoj jo moraš popresti v zlato. Če se ti posreči, boš moja žena. Ko je bila deklica sama, je še tretjič prišel možic in rekel: kaj mi daš, če ti tudi to slamo popredem v zlato? Nobene reči nimam več, je odgovorila deklica. Potlej mi obljubi prvega otroka, če postaneš kraljica. Kaj se ve, kaj še bo, je pomislila mlinarjeva hči in mu ga obljubila, ker si drugače ni znala pomagati. Tako je možic tudi to pot iz vse slame napredel za cel skedenj zlata. In ko je zjutraj prišel kralj in vse našel, kakor je želel, se je poročil z njo.
Tako je lepa mlinarjeva hči postala kraljica. Čez leto in dan je povila močnega fantka in sploh še pomislila ni več na možica. Ta pa je kar na lepem stopil v njeno sobo in rekel: zdaj mi pa daj, kar si obljubila. Kraljica se je ustrašila in začela možica milo prositi, a ta se ni dal omehčati. Ko pa je kraljica zajokala, se je usmilil in rekel: pustim ti 3 dni časa. Če do takrat uganeš, kako mi je ime, boš lahko obdržala otroka. Potlej je kraljica vso noč premišljevala o vseh mogočih imenih, ki jih je že kdaj slišala. Povrh tega je poslala sla po vsej deželi in mu naročila, naj poizve, kakšna imena so še po svetu. Ko se je možic drugi dan vrnil, mu je naštela vsa imena, kar se jih je spomnila, a možic je kar naprej ponavljal: tako mi že ni ime. Drugi dan mu je naštevala najbolj nenavadna imena. Mogoče ti je ime Rebrnjak ali pa Koštrunček. Možic pa je venomer odgovarjal: tako mi že ni ime. Tretji dan se je vrnil v sel in rekel: nobenega novega imena nisem mogel več najti. A ko sem prišel mimo visoke gore, sem zagledal smešnega možiclja, kako poskakuje po eni nogi in prepeva: danes kuham, jutri pečem petelina, a po jutrišnjem h kraljici grem po sina. Kakšna sreča, da nihče ne ve, da mi Pikapokec je ime. Lahko si mislite, kako vesela je bila kraljica, ko je zaslišala to ime. Ko je kmalu po tistem prišel možic, mu je rekla: si mogoče Nac? Ne. Ti je ime Ahac? Ne. Kaj pa, če si Pikapokec? To ti je sam Rogač povedal, je zarežal možic in si začel od jeze ruvati lase. Zacepetal je z nogo, da se je pot razklala na trske, potlej pa stekel v gozd in ga ne bilo nikoli več na spregled. Kako napeta in skrivnostna pravljica. Pikapokec nas je naučil, da zvijače in skrivnosti nikoli ne trajajo večno. Saj resnica slej ko prej pride na plan. Pogum, iskrenost in vztrajnost vedno najdejo pravo pot. Tudi takrat, ko se zdi, da je rešitev nemogoča. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni starejši pravljici z naslovom Obuti maček. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas pravljični svet znova in znova navdihuje. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi skrivnostnega Pikapokca. Čau, čau. Titi.